Lep pozdrav vsem skupaj. Pred začetkom te novinarske konference sem ravno spremljal nagovor ruskega predsednika Vladimirja Putina, ruski politični eliti, in po poslušanju tega govora se mi je zazdelo še dodatno prav, da je včeraj naša poslanska skupina v parlamentarno proceduro vložila resolucijo, s katero predlagamo, da Slovenski državni zbor s to resolucijo Rusko federacijo uvrsti med države, ki podpirajo mednarodni terorizem. Mogoče še dve besedi o teh sporočilih, ki jih je ruski predsednik danes podelil ne samo svoji politični eliti in ruskemu prebivalstvu, ampak pravzaprav celotni mednarodni skupnosti. Zdaj, ko sem spremljal ta govor, pa izraze na obrazih v dvorani, kjer so ga poslušali, sem se spomnil nekega govora Sadama Huseina pred drugo zalivsko vojno. Zdaj ni šlo toliko za podobno vsebino samega govora, ampak za izraze na obrazih politične elite, ki je takrat, iraške politične elite, ki je takrat poslušala Sadama Huseina, in za izraze na obrazih ruske politične elite. Mogoče držijo javnomnenjske raziskave, da večina ruskega prebivalstva zaradi popolnega nadzora nad mediji podpira to, kar pač Putinov režim počne v Ukrajini, in verjamejo, da se bo vse to išlo dobro za Rusijo. Zagotovo pa tega občutka ni med rusko politično elito. Zdaj vam svetujem, da si ogledate posnetek tega nastopa. Tam so ljudje, ki so bolje obveščeni in ki vedo, da pač Rusija v Ukrajini kljub vsem tem bombastičnim besedam vojno izgublja in da je imel ruski predsednik velike težave po enem letu od začetka vsesplošne agresije na Ukrajino pojasniti, kako je možno, da ta posebna vojaška operacija v Ukrajini, za katero je trdil, da bo končana v 2 tednih, po enem letu še vedno traja. Tudi 2 uri časa nista bili dovolj za to, da bi mu to uspelo. Resolucijo o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo mednarodni terorizem, je naša poslanska skupina predlagala zato, ker tega ni storila vladna koalicija. Mi smo čakali na to potezo vladne koalicije od oktobra lani. Oktobra lani je namreč parlamentarna skupščina Sveta Evrope, ki je širša politična grupacija kot pa Evropska unija, sprejela podobno resolucijo. In kolikor vem, je Slovenija takrat to resolucijo podprla, vsaj ni bilo slišati, da bi naša delegacija temu nasprotovala. Novembra lanskega leta je podobno resolucijo sprejel tudi Evropski parlament. In čakali smo potem novembra, decembra, januarja, da tudi Slovenija sledi številnim evropskim državam, ki so sledile pozivu Evropskega parlamenta, da sprejmejo podobno resolucijo, pa se to ni zgodilo. Tako da v bistvu s to resolucijo tudi pomagamo vladni koaliciji, da ne zatava še bolj v teh svojih zmedenih izjavah, ko enkrat pravijo, da Slovenija ne bo več pomagala v Ukrajini, naslednji dan to popravljajo, da bomo še pomagali Ukrajini tudi z orožjem, in da pač danes, ko je popolnoma jasno, da tukaj ni vmesne strani. Ali podpiraš rusko agresijo na Ukrajino, ali pa podpiraš pravičen boj Ukrajincev za svobodo in ozemeljsko celovitost. Tukaj ni tretje strani, tako kot je ni bilo v času, ko je bila podobno napadena Slovenija in smo se mi borili za isto stvar, za katero se danes bori Ukrajina. Obstaja na desetine razlogov, ki v skladu z mednarodnimi akti dejansko argumentirajo uvrstitev Ruske federacije med države, ki podpirajo mednarodni terorizem. V tem tekstu, ki je na voljo, ker smo včeraj vložili v proceduro, so vsi ti akti našteti. Gre za akte Združenih narodov, Sveta Evrope, Evropske unije, pravzaprav
celotne mednarodne skupnosti. Zdaj, ruska vojska v Ukrajini skupaj z plačanci, se pravi najemniki skupine Wagner, izvaja zločine zoper človeštvo, ki so dokazani, ko se odpirajo množična grobišča. Poleg tega, niti ni treba pogledati od blizu, če pogledate sliko Mariupola, to je mesta, ki je imelo pred uničenjem, mislim, da še enkrat več prebivalcev kot Ljubljana. Pred 2 letoma pa sliko tega mesta, zdaj vidite, da je šlo za strašen zločin. Udari ruske vojske na infrastrukturne objekte, energetske narave, ki predvsem služijo civilnemu prebivalstvu, služijo proizvodnji energije za ogrevanje bolnišnic, domov za ostarele, stanovanj. Načrtno uničevanje te infrastrukture povzroča posredno na tisoče smrti, presežnih smrti, povzroča ogromno trpljenja, ki se pravzaprav na televizijskih ekranih ne vidi. Ravnanje z vojnimi ujetniki v nasprotju z ženevskimi konvencijami, deportacija otrok iz Ukrajine, kraja otrok, stotina, tisoče primerov že dokazanih. Vse to predstavlja masovne akte zločinov proti človeštvu, kršenje mednarodnih konvencij in seveda akte mednarodnega terorizma. Tako da mislim, da je skrajni čas, da se tudi Slovenija s to resolucijo pridruži tistim državam Evropske unije, ki so se že pridružile tako resoluciji Evropskega parlamenta kot resoluciji Parlamentarne skupščine Sveta Evrope. V tej resoluciji seveda apeliramo, da podoben akt sprejme tudi izvršilna oblast oziroma vlada in da znotraj tega še okrepi politično, humanitarno, gospodarsko in tudi vojaško pomoč Ukrajini. V petek bo minilo natančno 1 leto, ne od začetka ruske agresije na Ukrajino, ker ta se je pravzaprav začela leta 2014, ampak od vseobsežnega napada na celotno ozemlje Ukrajine. Napada, za katerega je tako ruski predsednik Putin kot vrh ruske vojske še en dan prej trdil, da ga ne bo in da gre za izmišljotino. Za 24. februar leta 2022 je bil napovedan tudi moj uradni obisk v Ukrajini, do katerega seveda zaradi agresije ni prišlo. Smo ga pa izvedli skupaj z kolegi iz Poljske in Češke nekaj tednov kasneje. Včeraj je bil v Kijevu tudi ameriški predsednik države, ki je pred 1 letom pozivala Zelenskega, naj zapusti Kijev. Ker predsednik Zelenski in vlada Ukrajine tega ni storil, je ukrajinski narod ozemlje branil in danes je jasno, da Ukrajina v tej vojni zmaguje. Predsednik Putin je danes skušal v tem svojem govoru prikazati, kot da gre zgolj za Donbas. Beseda Ukrajina je bila uporabljena manjkrat kot beseda Donbas, češ da so se oni vedno zavzemali za mirno rešitev tega konflikta, pač tisti, ki se zavzema za mirno rešitev tega konflikta, ne pošle plačancev in vojaških sil v neko suvereno državo, ki je mednarodno priznana, ki so ji velike sile leta 1994 garantirale, potem ko se je odrekla jedrskemu orožju, ozemeljsko celovitost in zaščito, pač nič od tega ni zdržalo. Med temi silami, ki so garantirale Ukrajini ozemeljsko celovitost in varnost, je bila tudi Ruska federacija. Tako da Ruska federacija s temi akti krši pravzaprav tudi lastno dano besedo, ki je bila pač formalno opredmetena v mednarodnih sporazumih temelječih na mednarodnem pravu. Zdaj toliko o tej temi, dovolite pa mi, da komentiram še 2 stvari, ki so bile včeraj
izrečene strani predsednika vlade. Zdaj, prva je ta najava, da bo vlada v letošnjem letu naredila davčno reformo, s katero bo razbremenila plače in obdavčila najbolj bogate. Zdaj sem moral dvakrat zavrteti posnetek te izjave, ker je pravzaprav za nekaj, kar je skregano s tem, kar ta vlada počne. Ker eden od prvih aktov te vlade je bil to, da je spremenila zakon o dohodnini, s katerim smo v prejšnjem mandatu dejansko dvignili neto plače. Z dvigom splošne olajšave bi se tudi v prihodnjih letih neto plače dvigale in dvig neto plač je vladna koalicija pod vodstvom svobodnjakov zaustavila spremembo tega zakona. Zdaj pa pravijo, da bodo dvignili neto plač. Dovolj bi bilo, da jih ne bi znižali, že to je bilo veliko. Zdaj, če je bila ta reforma, tudi, ki smo jo mi naredili, ta mini reforma, uveljavljena, tudi v naslednjih 2 letih, bi bile vaše plače konec leta večje za 1000 evrov. Svobodnjaki so vam vzeli 1000 evrov od plače neto na letni ravni, zdaj pa pravijo, da bodo razbremenili plače. Zdaj, če vi verjamete, potem bom rekel, je naivnost v tej državi še večja, kot smo doslej se lahko prepričali, da je. Koraki so eno, obljube so drugo. Zdaj to, da bodo obdavčili najbolj bogate, jaz mislim, da se to ne bo zgodilo, ker bi to pomenilo, da bodo obdavčili sami sebe. Med tiste najbolj bogate spada predsednik vlade, predsednica države, župan glavnega mesta, župan drugega največjega mesta. S tem, da je mogoče tle ta zadnji, gospod Arsenovič, neka izjema, ker je bil podjetnik, pa je tako ali drugače obogatel v gospodarstvu, medtem ko za prve 3, glejte, to niso bogati zaradi tega, ker bi naredili start-upe, ker bi nadaljevali družinska podjetja, ker bi ustanovili nova garažna podjetja, iz katerih bi zaradi dobrih produktov in inovacij nastala uspešna podjetja. To so pač tisti, ki so obogateli zato, ker so jim odpisali, 29 milijonov evrov dajatev ali vlaganj. Zanima me, koliko davkov je gospod Janković plačal zato, ker se mu je odpisalo 29 milijonov evrov. To ni nikoli obdavčeno. Maserati, ki je registriran v Münchnu, tudi ne bo nikoli obdavčen, ker se najbrž davki plačujejo v Nemčiji in tako naprej. Torej, če beremo zelo natančno te napovedi, gre za poskus obdavčenja tistih, ki so najeli kredite in si zgradili hišo ali pa kupili stanovanja in ob tem plačali vse davke in s plačevanjem obresti tudi poganjali ekonomijo naprej, ker smo v tržnem gospodarstvu. Bodo obdavčeni tisti, ki so varčevali za to, da so si pač rešili stanovanjski problem, ne pa tisti, ki spadajo v to, bom rekel, kategorijo najbolj bogatih, ker to v glavnem niso tisti, ki bi na ta način prišli do premoženja. Pa tudi, če pogledamo številke, kje se dejansko dobi lahko dodatna sredstva, gre tukaj za napad na blaginjo srednjega razreda, kolikor v Sloveniji še obstaja. Zato bomo seveda temu odločno nasprotovali, kakorkoli se lepo sliši obdavčiti najbolj bogate. Še nikoli v zgodovini nobeni državi nismo doživeli tega, da bi najbolj bogati obdavčili sami sebe, tudi če so te stvari govorili. No in potem še komentar tega sprenevedanja glede pomoči upokojencev. Kakšnih 300 000 in še nekaj več upokojencev v Sloveniji dobiva pokojnino, ki je tako nizka, ne glede na to, koliko časa so prej delali, da v bistvu ta miloščina, ki jo dobijo,
konec meseca, predstavlja tudi napad na njihovo dostojanstvo. Napad na dostojanstvo generacije, ki je med drugim tudi priborila samostojno Slovenijo. In postavlja podlago za to, kar Slovenija danes ima. To je seveda problem, ki ni nastal v času te vlade, to ni problem, ki je nastal v času prejšnje vlade, pač to je kolektivna krivica, ki na nek način vlečemo skozi celotno slovensko osamosvojitev in tranzicijo in je nastajala ves ta čas, ko so se oblikovali pa reformirali pa tudi kvarili slovenski pokojninski zakoni oziroma sistem. V času našega mandata smo to krivico blažili tako z rednim in izrednim usklajevanjem pokojnin, kljub temu, da takrat ni bilo inflacije, in z draginjskimi dodatki v času covidne krize. Zdaj, ta vlada bi morala s tem nadaljevati. Dejstvo pa je, da v času visoke inflacije, ki gre tam proti 10% in ki je še više, če upoštevamo samo podražitev prehrane, se pravi produkta ali pa če upoštevamo podražitev ključnih življenjskih stroškov, kar je glavni strošek večine upokojencev, se oni ne kupujejo novih avtomobilov pa televizorjev, ki se niso prav veliko podražili, podražila se je pa prehrana, energetika, stroški za stanovanje in tako naprej. Zdaj tukaj ne govorimo seveda o 5%, kot bo zdaj redna uskladitev pokojnin, ampak govorimo o 15 ali 20%. Včeraj je celo predsednik vlade sam priznal, da vladni ukrepi za nek nadzor cen prehranskih artiklov niso bili uspešni, ker se pač v tržnem gospodarstvu na ta način seveda cene hrane ne da regulirati in je bila to ena velika iluzija, ki je pripeljala zgolj do zaslužka tistih, ki so pač delali te spletne strani. In z tega vidika je ta 5% dvig pokojnin zgolj kaplja v morju, ki pač te krivice ne blaži, ampak je dejansko poglablja. Tako da mi pozivamo vlado, da glede na seveda tudi omejena sredstva v javnih blagajnah v tem času ta razkorak blaži z posebnimi dodatki, ki bodo večji za tiste skupine upokojencev, ki imajo nižje pokojnine, tako kot smo mi ravnali v času covidne krize. Ker ta dodatek, ki je bil dan proporcionalno vsem enako v novembru in decembru, je seveda predstavljal 4%, od 500 evrov so ena vsota, 4% od 5000 evrov so druga vsota. In tisti, ki je dobil seveda 10-krat večjo vsoto, je to vsoto potreboval 10-krat manj kot tisti, ki je dobil 10-krat manjšo vsoto. Vse ukrepe, ki bodo šli v to smer, pač da se ta največja kolektivna krivica največjemu delu generacije v Sloveniji blaži, bodo strani naše poslanske skupine podprti. Potem se nam zdi cinično, da predsednica Državnega zbora na dan, ko praznujemo izid 57. številke Nove revije, tega v svojem nagovoru niti ne omeni, govori po velikanski krivici neke kategorije tako imenovanih izbrisanih. V tej kategoriji so primeri, ki jim je bila dejansko storjena krivica. Ker pač niso bili obveščeni, niso mogli dobiti dokumentov v času razpadajoče Jugoslavije in tako naprej. Največji del te kategorije so pa tisti, ki so imeli več kot pol leta časa, da si pridobijo slovensko državljanstvo, ki je bilo ponujeno vsem, ki so imeli takrat stalno bivališče v Sloveniji, imeli so pravico glasovanja na plebiscitu, na volitvah leta 1990 pa si tega državljanstva niso želeli urediti, mnogi so Slovenijo tudi zapustili, ker pač niso verjeli, da bo slovensko državljanstvo realna kategorija. In naravnost cinično je, da se zdaj govori o tem, kako morajo tisti, ki imajo
500 evrov pokojnine, pa ki so gradili to državo, plačevati to odškodnino tistim, ki niso verjeli v to državo in ki so zavrnili slovensko državljanstvo in zdaj terijo nekakšne odškodnine. Tako da svetujemo predsednici Državnega zbora, da se malo poduči o slovenski zgodovini in da ne zlorablja zakonodajne oblasti in Državnega zbora za trosenje neumnosti. Če kako vprašanje, prosim. Ja, gospod Janša, že boš povedi, danes v parlamentu tudi glasovanje o novem notranjem ministru, torej gospod Poklukar je kandidat. Morda samo vaša ocena, kako suveren in samostojen bo bodoči notranji minister, predvidevamo, da nekako glasovali so zagotovljeni. Zdaj gre za pač osebo, ki je že opravljala ministrsko funkcijo. Se pravi, ne moramo govoriti o tem, pustimo se pozitivno presenetiti. Gre za slab kadrovski predlog, ki je celo pod neko neko povprečnostjo sestave ali pa povprečno kvaliteto sedanje vlade in seveda naši poslanci tega predloga ne bodo podprli. Ali ob tem pričakujete, da bodo sledile kadrovske rošade v policiji? Vse te menjave na čelu tega resorja za notranje zadeve so pač namenjene temu, da se prevzame popoln nadzor nad policijo, predvsem nad kriminalistično službo, zato da ne bo kakšnih preiskav razno raznih nakazil iz državnega podjetja GEN-I po Balkanu in širše. Zdaj, koliko imate že podpore za resolucijo v Državnem zboru, ste se že s kom o tem pogovarjali oziroma dogovorili? In kot drugo me zanima, Združenje VSO je predstavilo akcijski načrt, zdaj tukaj načrtujejo več protestov, pa tudi dali so pobudo za interpelacijo zoper vlado. Je glede možnosti interpelacije pri tem vprašanju združitve muzejev kaj novega, potekajo kakšni pogovori z NSI, kaj se dogaja? Glede, kar se resolucije tiče, se nam zdi podpora tej resoluciji samoumevna. Razen če tisti, ki predstavljajo slovensko oblast in hodijo v Bruselj pa na sestanke Evropske unije in NATO, tam govorijo nekaj, tukaj pa bodo ravnali drugače. Se pravi, v tej resoluciji ni nič, kar bi kakorkoli odstopalo od uradnih stališč slovenske politike. Močno pa odstopa seveda od izjave skupine rusofilov, ki smo jo pred časom prebrali, med katero so pa seveda tudi tisti, ki so neposredni predlagatelji in podporniki sedanje oblasti. Kar se tega tiče, pa seveda prav, da se stvari malo razjasnijo in da bodo tisti, ki s tujih ambasad in evropskih in NATO institucij zdaj kličejo nas in sprašujejo, kaj se v Sloveniji dogaja, dobili jasne odgovore o tem, kaj uradna slovenska politika zastopa. Zdaj, kar se tiče ukrepov, ki jih predlaga Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, na naslednji seji poslanske skupine bomo pač razpravljali o tem predlogu in tudi o podpori vložitvi interpelacije zoper vlado zaradi tega, rekel, izdajalskega dejanja ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve. Še kako vprašanje? Hvala lepa.